Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije ob izteku prvega meseca v letu, hkrati pa na pragu februarja ali svečana. Februar svečnico daje upanje in luč za prihodnost, saj se kljub ponovnemu prihodu zime začne prebujati narava, dnevi se daljšajo in obdarujejo naše življenje z več svetlobe. Tudi o svečnici najdemo v ljudski zakladnici veliko pregovorov, ki so nastali tako kot drugi, ob večstoletnih izkušnjah naših prednikov. Na primer, ako je svečnica zelena, je velika noč snežena, ali pa, če na svečnico sneži, se že vigret oglasi. Pozitivno vzdušje pa veje tudi iz prispevkov, ki smo jih pripravili v studiu Bistrica za informativno oddajo tega tedna, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. V rubriki Aktualno o razvojni naravnanosti bistriškega Impola in novem sistemu upravljanja. Člani Slovenje-bistriškega čebelarskega društva organizirali občni zbor. Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica obeležilo 60 let delovanja. Dramska skupina kulturno-umetniškega društva Štefana Romiha s Čerešnjevca premierno uprizorila komedijo Niti tat ne more pošteno krasti. Dobrodelno združenje Koraki za korakce bistriški osnovni šoli Minke Namestnik uročilo donacijo za njihove učence. Pretekli in ta teden so se nepripravi lotili predvsem kraje goriva, zagrešili pa so še druga kazniva dejanja. V rubriki Aktualno smo za informativno oddajo tega tedna zabeležili pogovor z Jernejem Čoklom, predsednikom upravnega odbora skupine Impol. Beseda je tekla o poslovanju v preteklem letu, o načrtih v prihodnosti in novem sistemu upravljanja. Uvodoma že klasično standardno vprašanje, kako se je v tem poslovnem smislu obrnilo minulo leto, kaj bodo pokazale oziroma povedale številke? Ja, najprej lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Če me sprašujete po letu 2014, potem moram reči, da leto 2014 je bilo dokaj naporno leto, vendar pa, kot izgleda, vse bo kar zadovoljivo zaključilo in srečno zaključilo za družbo Impol. V tem letu se je dogajalo marsikaj, doživljali smo pa predvsem podražitve surovin, ki smo jih potem izjemno težko spravljali na drugi strani pri kupcih nekako v njihovo ceno. Seveda leto 2014, v tem letu smo imeli tudi kar precej težav v Srbiji. V Srbiji se je dogajalo to, da smo zgubljali rusko tržišče. Vi veste, da je prišlo pač do teh problemov z Rusijo. V Rusiji je nastala naenkrat velika inflacija, problem je bil rubelj in seveda naročila so precej upadla. Zato je v letu 2014 Srbija nekoliko slabše poslovala. Vendar pa seveda moram povedati že takoj zdaj, da je pozitivno poslovala. No, imeli smo težave v Srbiji tudi z tečajnimi razlikami, ki so bile kar 2 milijona večje, kot so bile eno leto poprej. To sicer ne vpliva na likvidnost družbe, vendar pa kljub temu na poslovni rezultat pa ima določen vpliv. Impol kot celota bo poslovno leto 2014 zaključil s približno tam okrog 486–87 milijoni evrov prihodkov. Dobiček pred obdavčitvijo bo nekaj čez 14 milijonov in sam dobiček po obdavčitvi bo pa nekaj podobnega, kot je bil leto poprej. Tako da lahko ocenimo, da je pravzaprav ta impolski del, ta slovenski del posloval v lanskem letu precej boljše kot leto poprej. In seveda posledice so pač v relativno dobrem poslovnem rezultatu in s tem poslovnim rezultatom smo zadovoljni. Zdaj v
lanskem letu smo ustvarili približno 9000 ton proizvodov več, ali pa proizvedli 9000 ton proizvodov več kot pa leto poprej. In to nas je seveda tudi reševalo. Produktivnost se je zaradi tega povečala, tako da cel sistem je ustvaril približno 5,3% večjo proizvodnjo kot pa leto poprej. Poslovanje skupine Impol je v dobršni meri odvisno od teh ključnih programov, ki jo v osnovi predstavljata stiskalništvo in pa valjarništvo in pa v tem segmentu izdelku seveda tudi poslovanje družbe Seval Impol. Ja, res je, da je pač poslovanje odvisno še vedno od tega metalurškega dela, predvsem od stiskalništva in pa valjarništva. Jaz moram reči in posebej pohvaliti pa izpostaviti v lanskem letu poslovanje stiskalništva, ki je bilo zares izjemno dobro. Stiskalništvo je uspelo v roku pravzaprav 2-3 let popolnoma zapolniti program Alomobil. To pomeni, da smo v tem času pridobili približno 25,000 ton novih naročil za to področje in to področje nam zdaj seveda daje ugodne rezultate. Seveda pa je pri tem potrebno omeniti tudi valjarništvo. Valjarništvo je velikanske napore vlagalo v lanskem letu, saj trg do valjarništva ni bil tako prijazen, kot je mogoče bil še trg nekako do stiskalništva. Valjarništvo se pač bori na trgu, ki ga obvladujejo mogoče velike korporacije in tam je veliko težje. Dočim na stiskalništvo pa moram reči, tam pa smo eden vodilnih proizvajalcev palc v Evropi, pravzaprav vodilni proizvajalec smo, in to si želimo ostati tudi v bodoče. Kar se tiče manjših programov, pa moram povedati, da je tudi zelo pomembno, kako mali programi poslujejo, saj ti mali programi, bi rekel, že sestavljajo kar polovico Impola. Ne smemo pozabiti, da Impol sestavlja že veliko firm, tam okrog 23 firm, in je zelo pomembno, da vsaka firma posluje pozitivno. In to se nam je nekako v lanskem letu v glavnem posrečilo, da praktično vse firme poslujejo pozitivno in to je dober obet tudi za prihodnje. V lanskem letu ste zaključili tudi naložbo v zagotavljanje dodatnih livarniških kapacitet. Ja, povedati je treba, da tisto srce Impola, tisti motor Impola je pa livarna. To so zdaj, upam, tudi vsi v Impolu dokončno ugotovili, da pravzaprav brez livarne Impol nikoli ne bi bil uspešna firma. Mi imamo v celotnem sistemu livarniških kapacitet preko 200,000 ton in to je zelo pomembno. Posebej v takih časih, ko cene surovin, predvsem premije, izjemno rastejo in seveda v takih časih je livarništvo še kako pomembno. Brez livarništva si praktično mrtev in ne moreš dosegati tistih dobičkov, kot bi jih lahko drugače. To se nam predvsem kaže recimo tudi v valjarništvu. Mi za področje naših folij še zmeraj nimamo v celoti zagotovljenih surovin znotraj sistema in zato ima tudi valjarništvo včasih večje težave, kot bi jih pa imelo drugače, če bi imeli livarno recimo za to področje dovolj veliko. Skratka, livarništvo bomo tudi razvijali še v bodoče, saj vidimo, da tu je osnova za dober kruh naprej v stiskalništvo in pa seveda tudi v valjarništvo. Že prej ste omenili, da v tem kompleksu Impola posluje 23 družb. Tudi te manjše odvisne družbe najbrž dodajajo kamenček v ta mozaik skupne uspešnosti. Ja, rekel sem že, da so to pomembne družbe. Recimo, moram reči, Krstampal, pa tudi Unidel, pa Rondal in tako dalje. Skratka, vse te družbe prispevajo k temu, da je celotna družba Impol
uspešna in da dobro posluje in imajo veliko dodano vrednost nekatere od njih, tako da lahko rečemo, da smo zelo zadovoljni s tem. In tudi v bodoče bo potrebno paziti, da bodo taki programi nekako imeli neko določeno samostojnost in da bodo ti programi potem nekako dodano vrednost celotnemu Impolu zviševali. Namreč dodana vrednost v Impolu je sicer 48 tisoč evrov, ampak če pogledam slovenski Impol, je pa dodana vrednost preko 62 tisoč evrov. In to je razmeroma velika dodana vrednost za tovrstno proizvodnjo in mislim, da je kar ugodno. Dodano vrednost nam manjčkeno zmanjšuje zaenkrat še Saval, ki ima pač take programe, pa mogoče še kakšen človek je tam preveč, ampak glede na njihove plače je to možno. Bomo pa to tudi v bodoče začeli skrbno paziti, kaj se dogaja v Savalu glede te dodane vrednosti. Impol je v lanskem letu sopodpisal oziroma je sopodpisnik tripartitnega pisma o nameri, o dolgoročnem sodelovanju pri tem ekološkem plovilu Quadrofoil. Iz tega naslova si v občini obetamo kar nekaj 10 novih delovnih mest. Ja, Quadrofoil je, kot veste, samostojna firma, ki razvija ta specialni čoln, da ga tako imenujem, za prosti čas. In seveda mi bi radi tudi pri tem čolnu sodelovali. Mi sedaj razvijamo za to plovilo, to se pravi tisto krilo, ki je pač najpomembnejši del tega plovila. Upam, da bo to krilo v bodoče torej ostalo aluminijasto krilo in da bomo mi dobavitelj tega krila. To je naša želja in zato smo tudi to podpisali. Seveda, pomembno je, da se to dogaja v občini, kot slišim, bo tudi v občini proizvodnja tega plovila ostala in to me veseli in želim temu Quadrofoilu vse najboljše, da bi čim bolj uspešno prodajal to svoje plovilo. Ker bomo vsi imeli od tega nekaj. Na področju korporativnega oziroma upravljanja, vodenja sistema družbe ste v lanskem letu opravili tudi spremembo, prehod na enotirni sistem upravljanja. O tej novosti ste nekoliko podrobneje spregovorili tudi v okviru raziskovalnega simpozija, ki ste ga v mesecu novembru organizirali v hotelu Jakec pri Treh kraljih. Ja, povedati je pač potrebno, da smo nekako v letu 2014 zaključili nekako z privatizacijo v Impolu v tem smislu, da je Impol odplačal vse tiste kredite, ki jih je imel do bank glede privatizacije. Povedati je treba, da je celotna privatizacija Impol v zadnjih recimo 10-15 letih stala tam okrog 55 do 60 milijonov evrov. Vsi ti procesi so se zaključili tako, da so pravzaprav zaposleni in bivši zaposleni preko družbe Impol 2000 večinski lastniki Impola. To je pomembno, se pravi, Impol ostaja v Slovenski Bistrici in usoda Impola je odvisna od Bistričanov v bodoče. Zdaj, v takem sistemu je pa zelo pomembno, da ima Impol tudi dober nadzor, da se izkoristijo izkušnje starejših in pa seveda, bi rekel, aktivnost in pa znanje mlajših ljudi in to je treba nekako povezati. In tu se nam je zdelo, da je enotirni sistem primernejši za Impol kot pa dvotirni sistem. Dvotirni sistem je namreč zahteva nadzorni svet in pa upravo. Vendar pa nadzorni svet nima nobenih pooblastil v primeru, da gre z vodenjem karkoli narobe. Njegova pooblastila so samo ta, da odstavlja ali pa postavlja na kraju upravo. Mi smo pa ugotovili, da enotirni sistem
pa omogoča to, da upravni odbor v enotirnem sistemu ima lahko hitre reakcije napram tistim, ki vodijo firmo, lahko jim hitro preprečijo določene posle in tako dalje. Skratka, hitrejši vpliv na recimo probleme, ki bi se pojavili, ni pa treba takoj odstavljati recimo vodilnih zaradi tega, da bi neko zadevo popravili. Skratka, v enotirnem sistemu je združena uprava in pa nadzorni svet v organ, ki se imenuje upravni odbor. Ta upravni odbor pa podeli potem izvršnim direktorjem, v našem primeru 2 izvršnima direktorjema, ker pač po zakonih ne more biti več, glede na sestavo upravnega odbora, podeli možnosti dnevnega poslovanja. Se pravi, da poslujeta in nekako obvladata tekoče posle. Vsi ostali problemi se rešujejo v okviru pač upravnega odbora, vse, kar ni preko pooblastil, damo tema 2 direktorjema. Res pa je, da je za upravni odbor potrebno veliko bolj intenzivno spremljati poslovanje same družbe, dnevno spremljati, da lahko torej tudi dnevno reagiraš in tako dalje, tako da je delo za upravni odbor v tem primeru večje in seveda je pa tudi odgovornost precej večja, kot je pa v primeru nadzornega sveta. Podatki mednarodnih raziskav so Impol uvrstili na 72. mesto med 400 velikimi sistemi, družbami z področja aluminija. Konec koncev tudi ti podatki kažejo na to, da dokaj uspešno tekmujete oziroma konkurirate na svetovnih trgih. Ja, ti podatki so razveseljujoči, to se pravi kažejo, da je Impol dokaj močna, dokaj stabilna firma, vendar se je pa treba zavedati, ne. Impol je pač tudi lahko zelo ranljiva firma, zato ker Impol dela na trgu, ki zahteva ogromno kapitala, skratka je kapitalsko intenzivna družba, zahteva neprestano spremljanje, kako bi rekel, tega, da na eni strani imamo dobavitelje, ki jim je treba za aluminija, ki jim je treba takoj plačevati, na drugi strani imamo pa trg, ki ne plačuje rat, ne plačuje v tistih rokih in tako dalje in se je treba zmeraj z tema 2 možnostima pravzaprav boriti. Po drugi strani pa moramo zelo paziti, da imamo dovolj kapitala, da lahko vse to obvladujemo. In da seveda zdaj, ko so zaostrene razmere, kar se tiče pridobivanja kapitala, je problem še toliko večji, saj moramo paziti na določene kapitale, na določene kazalce, na razmerje med EBITDA pa recimo vsemi dolgovi in tako dalje, tako da si kapitalsko ustrezen, da ti potem banke zaupajo, da ti zaupajo dobavitelji na eni strani in seveda na drugi strani tudi kupci. No, do zdaj se je Impolu nekako to posrečilo in zato je njegovo poslovanje lahko tudi uspešno in dobro. Vkolikor bi pa ta razmerja mi začeli podirati ali pa bi se nam začelo lomiti na teh področjih, potem bi pa imel lahko Impol kar velike težave. Mogoče še beseda 2 o tej sprejeti razvojni strategiji do leta 2020 in pa v okviru tega tudi o načrtih za letošnje leto. Glede, razvojna strategija do leta 2020 je pravzaprav sorazmerno preprosta, ne. V tej razvojni strategiji mi moramo predvsem zdaj postaviti nekako valjarništvo na pravo mesto, mi moramo najti tiste notranje rezerve, ki so še tu zelo mogoče. Istočasno si pa želimo ostati prvi proizvajalec palic oziroma materijala za avtomobilsko industrijo v Evropi.
To je naš osnovni cilj. Mi ta cilj zasledujemo, zato bo potrebno, da bomo pa ta cilj dosegli, bomo pa morali v bodoče tudi precej povečati produkcijo. Mi danes v sistemu proizvedemo tam okrog 180 tisoč ton, 183 tisoč ton proizvodov. V bodoče si želimo proizvajati tam preko 216 tisoč ton proizvodov. Se pravi, na tem mestu bo določen skok. Hočemo obdržati kvaliteto, kakovost naših proizvodov in to je bistveno. Seveda, ta skok do tako velike proizvodnje bo pa možen na dva načina. Na en način, da bomo tudi nekaj vlagali. Mi smo tam zapisali, da bomo vložili okrog 80-90 milijonov evrov v našo proizvodnjo. Po drugi strani pa bomo morali razumeti, da bo tudi treba povečati našo produktivnost, če bomo hoteli vse te cilje doseči. In seveda to zdaj pač počnemo. Ta proces je malo dolgotrajen, ampak do leta 2020 jaz mislim, da bomo to dosegli. Seveda, vse je možno doseči na različne načine, ne. Lahko je tudi z kakšnim mergerjem ali kaj podobnim, dosežemo tudi ta cilj, če bomo videli, da pač obstajajo na takem področju sinergetski učinki, potem bomo pa tudi kaj takega naredili kdaj. Gospod predsednik, tudi vi ste imel v lanskem letu jubilej. Že 40 let, več kot 40 let ste v fabriki, če smem tako reči, od tega več kot 20 let na ključnih vodilnih pozicijah. Kaj so po vaši sodbi tiste ključne vrline oziroma veščine, ki omogočijo, da se med vsemi temi poslovno-tehničnimi, kadrovskimi, finančnimi, okoljskimi, trženjskimi resursi zagotovijo vse te sinergije, nujne za dolgoročno preživetje in pa razvoj? Veste kaj, prvo, kar bi jaz izpostavil na tem področju, in to po mojem danes v Sloveniji v posameznih firmah zelo manjka, je, da imaš dober tim, da imaš skupino, ki lahko zaupaš, da si zaupajo drug drugem in da ta skupina je izkušena, da ima izkušnje in da zna speljati potem tudi vse tiste probleme, ki se vmes pojavijo. Vidite, da neprestano so krize, neprestano so neki problemi. Te probleme je treba enotno speljati, ne pa se kregati, ne pa se razdvajati in tako dalje. In če to ima ena taka firma, in jaz mislim, da to je Impolu uspelo, zato je tudi ekipa praktično pri nas zadnjih 20-25 let je tako rekoč enaka. Tu sta Leskovar, gospod Žerjav, prej je še bil gospod Đunec, tudi druga ekipa je bila več ali manj enaka. Nismo se posluževali odstavljanj in prestavljanj in tega in ne vem kakih groženj, ampak smo drug drugemu pomagali, da je zadeva šla. Nenazadnje je pa treba tudi reči, da je v tej impolski dokaj srečni zgodbi do tega trenutka veliko pripomogla tudi ta privatizacija, ki je nas združevala, ne pa razdruževala. In jaz mislim, da to je bil tudi tisti osnovni ključ za uspeh Impola. Če tega ne bi bilo, bi bilo vprašanje, kaj bi se zgodilo, kakšne napetosti bi nastajale vmes. Tako so nas pa ti, bi rekel, privatizacijski procesi v bistvu združevali v želji, v eni sami želji, da bi Impol dobro posloval in da bi bil uspešen. Ker vsi smo se zavedali, da brez uspešnega Impola ni napredka za sam Impol, bi tudi ta privatizacija padla v vodo in tako dalje. Seveda, pri tem je pa treba reči tudi to, ne, tudi v Bistrici je eno specifično okolje, tu imamo zelo zavedne zaposlene, ki znajo dobro delati, ki se trudijo za to svojo tovarno, se tudi zavedajo po drugi strani, da pravzaprav nimajo kam, vkolikor bi taka tovarna propadla, in s tem bi verjetno tudi Slovenska Bistrica imela grozovite težave, če Impola ne bi bilo. Tako da vse skupaj je to pomagalo k temu,
cilju, da pač je nekako Impol uspešna firma. In jaz mislim, da ima vse šanse, da ostaja tudi v bodoče uspešna. V rubriki Lokalne novice smo zabeležili nekaj dogodkov, ki so se zgodili pretekli in ta teden. 23. januarja je Bistriško čebelarsko društvo sklicalo občni zbor članstva in v okviru dnevnega reda pregledalo delo za preteklo obdobje. Naj spomnimo, da je čebelarsko društvo Slovenska Bistrica lani obeležilo 90 let delovanja in natisnilo zbornik o svojem delu. V teh letih pa se lahko pohvali z odličnimi uspehi. Društvo šteje več kot 100 članov, ima največ krožkov in krožkarjev, udeležb na mednarodnih in državnih tekmovanjih in odlične strokovne kadrovske potencijale, številne objave v domači in tuji literaturi ter veliko opravljenih prostovoljnih ur. Društvo je v zadnjih letih zgradilo čebelarsko učno pot, postavilo ograjo okrog čebelarskega centra, oživilo vzrejno postajo in pridobilo nove čebelje družine. Skrbi pa tudi za podmladek, tako v vrtcih, osnovnih in srednji šoli. Že sam podatek, da čebele oprašijo več kot 70% sadja, je pomemben za ohranitev čebelarstva, saj smo Slovenci čebelarski narod. Na občnem zboru so podelili priznanja svojim članom, poslušali poročila o zdravstvenem varstvu čebel, vzrejni postaji in medovitih rastlinah, se seznanili s finančnim stanjem društva, predstavili program dela za tekoče leto in izvolili delegate za občni zbor Čebelarske zveze društev Maribor in Čebelarske zveze Slovenije. Naj cveti in medi je želja vsakega čebelarja, tudi bistriških. V soboto, 24. januarja, so zborovali tudi člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica. Društvo obeležuje letos 60 let delovanja, kar je potrdila tudi udeležba članstva, saj je bil prostor nabito poln. Člani, tako avtomehaniki kot šoferji, delujejo izključno kot prostovoljci. Njihovo delo pa je pretežno vezano na preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Še posebej lahko prostovoljce opazimo v cestnem prometu v začetku šolskega leta, ko skrbijo za varno pot učencev v šolo in domov. Letošnjega občnega zbora se je udeležil poleg lokalnih predstavnikov tudi Janko Weber, predsednik Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, sicer pa tudi obrambni minister Republike Slovenije, ki je bil prisoten pri podelitvi priznanj, nagovoril pa je tudi številno članstvo. Novi upravni odbor pa bo na prvi ustanovni seji izbral tudi novo vodstvo. Želim vam predvsem iskreno čestitati za dolgoletno delo, ki je bilo očitno zelo uspešno upravljeno pri vas, in še posebej vam seveda čestitam tudi za to, da ste skrbeli za nove člane in svoje članstvo pravzaprav celo povečali, pomladili, kar pomeni, da se izjemno zavedate odgovornosti in poslanstva pravzaprav združenja šoferjev in avtomehanikov, ki se nanaša predvsem na varnost v cestnem prometu. In če ste zasledili mogoče tudi podatek, v Republiki Sloveniji se je varnost v cestnem prometu izboljšala. Seveda je v veliki meri to vpliv tudi investicij, predvsem tudi avtocestnega križa, ampak ko zapelješ iz avtoceste, ko si v naselju, ko si na številnih regionalnih in seveda tudi predvsem v lokalnih cestah znotraj naseljih, je potrebno še kako skrbeti in ozaveščati pravzaprav vse udeležence v prometu, da ne prihaja do nesreč. In vedno znova tudi zelo rad poudarim, da je akcija Prvi šolski dan tista akcija, ki nas je nekako umestila v slovenski prostor in seveda tudi v prostor posameznih občin. Jaz sem prepričan, da tudi vaša občina in župan zelo veliko hvaležnostjo spremlja to dejavnost, kajti to so resnično najobčutljivejši trenutki, ko se po počitnicah nekako razigrani otroci napotijo na pot v šolo in seveda lahko se zgodi, da spregledaš nek usodni trenutek, dogodek v prometu
in lahko pride do najhujšega. Ampak tukaj so res tiste moje čestitke, ki jih iskreno izrekam vedno na občnih zborih, vsem članicam in članom. V zadnjih letih ob teh dnevih ne beležimo niti poškodb in seveda še manj žrtev ob teh trenutkih. In to je tisto poslanstvo, ki je v veliki meri prav povezano z vašim delovanjem. In številne ure, ki so prostovoljne upravljene z vaše strani in številni kilometri, ki so narejeni ravno tako prostovoljno, so, lahko rečem, nagrada za to, da ne prihaja do nesreč v tistih trenutkih in da ne prihaja do žrtev. In to je velik prispevek ne samo posamezni družini, ki jo prizadene, recimo, ko je nekdo udeležen v nesreči, ampak dejansko velik prispevek k blaginji in varnosti bivanja tudi v državi kot taki. In jaz si želim, da to svoje poslanstvo seveda upravljate tudi naprej, ker je to občni zbor, ki bo namenjen tudi temu, da se zamenja vodstvo, izvolili boste svoje nove predstavnike. Se želim tudi ob tej priložnosti iskreno zahvaliti dosedanjemu vodstvu in v veliki meri sem seveda dosedanjem delu spoznal prav delo Branka Vasa, ki je tudi član predsedstva Zveze Združenj šoferjev in avtomehanikov. Z vami smo se mogoče z drugimi nekoliko manj članicami in člani srečeval, vendar ostalimi, ki so tudi člani ali pa se srečamo tudi na prireditvah, ki jih organiziramo, pa pusti seveda vse skupaj en velik pečat. To pa je predvsem ta pečat, da je zelo velika pripadnost tej organizaciji in predvsem temu poslanstvu, ki ga upravljate. V nedeljo, 25. januarja, je dramska skupina Huda Štefana Romiha Čerešnjevec premierno predstavila komedijo italijanskega avtorja in Nobelovega nagrajenca Darija Foja z naslovom Niti tat ne more pošteno krasti. Lahkotna vsebina z mnogimi zapleti je vzbudila pri obiskovalcih obilico smeha. Režija je bila v rokah Zdenke Bizjak, v predstavi pa so sodelovali Primož Jevšenak, Mojca Kos, Timotej Tuš, Mirka Repnik, Blaž Vinter in Branka Krhlanko. V sredo, 28. januarja, je v osnovni šoli Minke Namestnik Sonje potekala prav posebna slovesnost. Dobrodelno združenje Koraki za korakce je namreč prineslo šoli in učencem prav posebno darilo. Z dobrodelnimi akcijami so šoli pomagali opremiti gibalnico, prispevali pa so tudi sredstva za šolsko prehrano otrok iz socialno šibkih družin. Na slovesnosti so nove pripomočke in njihovo uporabo tudi predstavili. Gibalnica nam bo omogočila individualen pristop s ciljno usmerjenostjo dejavnosti, ki bodo naše učence vodile do optimalnega napredka, izboljšale kakovost njihovega življenja in gradile na njihovi samostojnosti v upravljanju vsakodnevnih dejavnosti. Dejavnosti, ki se bo izvajale v gibalnici, spodbujajo otrokov gibalni razvoj, spodbujajo in razvijajo psihomotorični razvoj, zmanjšujejo hiperaktivnost, pomagajo pri obvladovanju impulzivnosti in agresije, razvijajo senzorično integracijo, zmanjšujejo vedenjske in čustvene težave in pa še seveda mnogo več. Vabim vas, da se mi pridružite ob končanem programu naših otrok pri otvoritvi gibalnice in si praktično ogledate, kako bomo te pripomočke uporabljali. Praktično ponazoritev vam bo prikazala naša delovna terapevtka, gospa Jasmina Petovar. Še enkrat bi se pa rada tukaj zahvalila, iz srca zahvalila Društvu Koraki za korakce za dobljeni donaciji, tako za opremo gibalnice in pa seveda tudi za sredstva za pokrivanje prehrane našim učencem. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti obravnavali 10 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, odvzem mladoletne osebe, 1 zatajitev
ter neupravičeno proizvodnjo in promet prepovedanih drog. Novake. Iz rezervoarjev dveh parkiranih tovornih vozil je neznani storilec iztočil 270 litrov dizelskega goriva ter lastnika oškodoval za 320 evrov. Oplotnica. Prav tako neznani storilec je vlomil v novogradnjo, vendar ga je pregnala alarmna naprava, lastnik pa je oškodovan za 500 evrov, saj je nepridiprav poškodoval vrata in ključavnico. Ljubično. Iz delovnega stroja je nepridiprav iztočil 170 litrov goriva in podjetje oškodoval za 250 evrov. Črešnjevec. Neznani tatič je vlomil v osebni avtomobil in ukradel avtoradio. Škode je za 250 evrov. Kot na Pohorju. Kar 250 litrov goriva je izmaknil nepridiprav iz tovornega vozila, lastnika pa oškodoval za 300 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 12 prometnih nesreč, podali 7 obdolžilnih predlogov, izdali 42 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 5 vozniških dovoljenj. Zasegli pa so tudi eno vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posedovali 9-krat, obravnavali pa še samomor, požar in delovno nesrečo. Naša kamera pa je zabeležila tudi prometno nesrečo, in sicer 22. januarja v kraju Bukovec. Voznik osebnega vozila je zapeljal s cestišča, pred prihodom gasilcev pa pobegnil neznano kam. Člani prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica so kraj nesreče zavarovali, na vozilu odklopili akumulator in počistili iztekle motorne tekočine s cestišča. Najboljša športnica občine Slovenska Bistrica za leto 2014, Saša Babšek, je odlično začela tudi novo sezono. Članica Atletskega društva Slovenska Bistrica je na dvoranskem prvenstvu Zagreba v troskoku z rezultatom 13,54 metra osvojila drugo mesto in izpolnila normo za evropsko prvenstvo, ki bo marca v Pragi. Jaz upam, da se bom na evropskem prvenstvu zelo dobro odrezala. Imam še nekaj rezerv, tako da upam, da bom vse te rezerve tam tudi pokazala. Spoštovani, oddaja se je iztekla. Zaradi napovedanih padavin pa bodite na cesti skrajno previdni. Ne pritiskajte na plin, uporabljajte varnostni pas, pa tudi telefonski klici lahko počakajo do konca vožnje. Saj nič ni bolj pomembno kot to, da varno prispete na cilj. Pa srečno do prihodnjič.